Torej, vse, hvala, da ste se udeležili in prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenciji. Razlog zanjo neposreden je dogajanje, ki je bilo zdajle na odboru za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo, kajti ne sme se zgoditi, da bi tako ravnanje postalo zgled za celoten državni zbor oziroma, kar bi bilo še huje, redna praksa. Bojim pa se, da je cilj zgodbe prav to. Namreč zaradi odsotnosti, upravičene odsotnosti tistega, ki je bil prvotno predviden kot predlagatelj, sem pač nastopil kot predlagatelj in o tem je bila vnaprej obveščena tudi služba državnega zbora, tudi za jutri sem prijavljen za sejo kot predstavnik predlagatelja, sem eden od podpisnikov. Skratka, zgodba, ki sploh ne bi smela biti kakršenkoli problem, kajti če greste gledati minule 2-3 mandate, boste videli, da je bilo takih zgodb, kolikor hočete, zlasti na odborih, kdaj pa tudi na seji državnega zbora, tudi kadar je bila vlada predlagatelj, se je pač prišlo do zamenjav, če tisti, ki je bil prvotno predviden kot predlagatelj, ni mogel priti ali je imel nek zadržek, včasih smo bili prehlajeni, pa nekdo ni mogel govoriti in nihče nikoli ni delal nobenih problemov. Je bil pač nekdo drug, ki je predstavil zadevo. Parlament je temu namenjen, da se predstavi nek problem, predstavi rešitev problema in da se potem išče optimalne rešitve. No, v danem primeru je bilo pa precej drugače. Gospa, ki je sejo vodila, mi ni hotela dati besede kot predlagatelji, tako da smo bili močno prikrajšani, nisem mogel niti predstaviti stvari, niti imeti zaključne besede, niti seveda vmes med samim govorom. Mislim, med dogajanjem na seji intervenirati, tako kot je to po poslovniku običajno. Zato pač s njeno obrazložitvijo, da če bi hotel jaz kot to nastopiti, bi moral prinesti novo pooblastilo s 27 podpisi, kajti 27 podpisnikov je bilo pod vložen predlog za sejo državnega zbora, ki bi me na novo pooblastil za to pač priložnost. Zdaj, zadeva je blago rečeno absurdna, si predstavljate, po tej logiki bi moral biti vsak trenutek v parlamentu vsi poslanci od prvega do zadnjega, da bi lahko zbrali prav vse podpise, kadarkoli, ko se na začetku seje ali pa malo pred njo izkaže, da je pač nujna sprememba tistega, ki poda obrazložitev. Je pa zadeva tudi v očitnem nasprotju 66. členom poslovnika, ki pravi, na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj oziroma njegov predstavnik dopolnilno obrazložitev. Vemo, da v vsakem normalnem parlamentu ima pač svoj prostor poslovnik in se ga dosledno spoštuje. Poslovnik je namenjen zaščiti manjšine, se pravi opozicije, pred samovoljo pozicije, pazite, to je bistvo poslovnika, in enako je s tistimi pravili, ki jih v običajnih parlamentih, takih z dolgoletno tradicijo, spoštujejo še bolj kot celo napisana pravila. To pa so nenapisana pravila, ki veljajo za del nekega džentelmenskega ravnanja, gentleman agreement, temu rečejo recimo v ameriškem kongresu, in tega se spoštuje dosledno in brez kakršnega koli pomisleka vedno in povsod. Nikomu na misel ne pride, da bi se to kršilo. Zdaj, zakaj se je tukaj tako ravnalo? Zdaj pridemo pa do bistva. Očitno je koalicija ocenila, da po samo 14 dneh, ko je bila na oblasti, da je treba za vsako ceno ustaviti resnico. Kajti, da se pač maksimalno omeji priložnost opoziciji, da sploh kaj pove, da niti predlagatelj nima možnost obrazložiti nek predlog, kajti zavozili so dobesedno vse, kar se je dalo. V samo dobrih 2 tednih, kar je nastopila nova vlada, je vlada gospoda Goloba izdala vse volivce, izigrala vse, kar se je dalo, kršila ustavo, 2., 14., 49. člen ustave, ki govori o pravni državi, o enakosti pred zakonom, o svobodi dela. Kajti vsi veste, da je Berufsverbot značilnost totalitarizma, je prepoznavni znak totalitarizma. In Berufsverbot izhaja iz ravnanja vlade gospoda Goloba na prvi seji.
Še huje pa je, da se je ta vlada izkazala za popolnoma nekompetentno in neoperativno. To se je pa videlo včeraj, kajti dejstvo je, da smo na začetku turistične sezone, pa je vlada zaradi napačnega ravnanja, napačnega pristopa in seveda opustitve včeraj, da bi kakorkoli ukrepala, pripeljala Slovenijo do kaotičnega stanja, v katerem si predstavljate en turist, ki je pač želel napolniti tank dizla, enostavno v celi Sloveniji in tega ni mogel narediti. Ali pa en prevoznik, lahko da je peljal s tovornjakom lahko pokvarljivo robo, je hotel napolniti tank, tega ni mogel. A si predstavljate, na začetku turistične sezone, kakšen signal katastrofalen je bil dan za Slovenijo v tujino in kako bodo to očitno zlorabili, lahko verjamete vsi naši konkurenti, ko bo šlo za propagando v naslednjih tednih in mesecih. Škoda je nepopravljiva. Še huje, da tudi neposredna škoda je bila opazna, ljudje pač niso mogli iti nikamor, tisti, ki so ostali brez goriva, so se lahko znašli, kakor so vedeli in znali, ampak to vsekakor ni vlada, ki bi zaslužila sploh besedo, da je vlada. Če bi bila vlada odgovorna, bi včeraj naredili izredno sejo, ukrepali in takoj preprečili to špekulativno pomankanje, kajti gre za špekulativno pomankanje. Ljudje so pač odreagirali na besede gospoda Goloba, enako pa tudi tisti, ki so distributerji, se pravi Petrol, EMV in tako naprej. In iz tega se je razvila ta zgodba. In zdaj smo priče stanju, ko imamo vlado, ki je poteptala ustavo in poslovnik, ki se je pokazala za nekompetentno, ki predlaga, ki je dala že v zakonodajni postopek, predlog zakona z drakonskimi kazni za anticepilce ali pa tiste, ki bi organiziral pač kakšne proteste v tem okviru, in cene norijo in ljudje pač ne vedo več, kaj bi naredili. V takih razmerah je jasno, da se seveda poskuša preprečati opoziciji, da govori. In samo zato je danes šlo in zato sem prepričan, se je danes tole testiralo, koliko daleč se lahko gre, da se prepreči, da bi prišla resnica do ljudi. Ampak resnice ne moreš ustaviti. Poleg tega je zadeva absurdna, se ljudje to, kako je ta vlada zavozila vse, izdala svoje volivce, občutijo na lastni koži. Se to že doživljajo, ta hip. Včeraj so doživljali, cel dan. Lahko so si pogledali, kako ima ta vlada dva obraza. Ne? Tukaj govori, kako bo ukinila pogodbo z boksarji, ukinila vsako financiranje obrambe, potem pa gre Šarec v Bruselj in reče, da bodo stroške za obrambo povečali, da bodo izvedeli vse, kar je mednarodnih obveznosti. Skratka, spet tista dvojna merila in dvoličnost, kot jo poznamo že iz zgodovine, kadarkoli so bile kakšne levičarske vlade na oblasti. In te resnice se ne da ustaviti. Zato pričakujemo v poslanski skupini SDS, da se spoštuje ne samo poslovnik dosledno, ampak tudi vsa tista pravila, pravno prakso, ki smo jo imeli v minulih letih, in da se omogoči, da se stvari normalno pove. Parlament je prostor, kjer se soočajo mnenja, kjer se soočajo argumenti, to je pravi prostor za to in treba je omogočiti vse okoliščine in vse postopke, zato da se to tudi v celoti izvede. Samo v demokratičnem soočanju mnenj, pa tudi če so provokativna, lahko tudi včasih, če so pač taka, da burijo iskrice, se lahko poišče prave rešitve. Svoboda javne besede je tista temeljna človekova pravica in hkrati temelj demokracije, na katerem celotni sistem demokratične ureditve stoji ali pade. Brez svobode javne besede je demokracija samo farsa. Naj končam z besedami gospoda Charlesa Chaputa, ki je nekoč zapisal naslednje besede. Zlo vedno, kadar nima moči, vpije o toleranci, ko pa pride do oblasti, pa stori vse, da bi resnici preprečil, da bi govorila. Kdor prepozna to, kar se je dogajalo v teh besedah, se bo z njimi zagotovo zamislil in prav je tako. Če je kakršnokoli vprašanje, nam z veseljem odgovorim.
Ja, ko ste omenili zakon o nalezljivih boleznih oziroma ta predlog, ki ga je vložila koalicija, pravzaprav črta te največje kazni za shode v času recimo epidemije. Razen tega, in uvaja drugo, tako da je treba celoto prebrati. Ne. Tako da nekatere rešitve so noter take, da vem, ker smo se o tem pogovarjali, jih mi nismo nikoli hoteli predlagati. Pa nam jih je pač en del medicinske stroke že prej ponujal, pa jih mi nismo želeli vložiti, ker smo imeli proti temu pomisleke. To je prav absurdno je, da take stvari zdaj predlaga sedanja vlada, ki vemo, da je v bistvu prišla na oblast predvsem na tem, da je netla stalno pač to anticepilstvo in pa dopovedovala ljudem, da so kakorkoli prikrajšani, obenem pa seveda zamolčala, da so sosednje države ravnale še mnogo ostrejše, primer je ko Italija, tam bil omejen na par 100 metrov od hiše, in po drugi strani, da kjer so bile levičarske vlade na oblasti, so bili ukrepi praviloma uveljavljeni mnogo bolj ostro, bi celo rekel včasih tudi zelo nasilno v nekaterih državah, in tukaj je bila Slovenija lahko zelo dober zgled. Tega se pa ljudje enostavno niso imeli priložnost seznaniti, no mogoče bodo zdaj, ko bodo stvari občutili na lastni koži, spregledali in prav je tako. Pač ta zakon je bila neka pravna podlaga zdaj za te omejitve, ki so podobne, v bistvu, ko so bile že sprejete. Boste vi ta zakon podprli v vaši poslanski skupini? O tem, kako bomo ravnali, se bomo pa še odločili. Tukaj danes je tema to, kar je pač se dogajalo in bi prosil, da ostanemo pri tej temi. Samo še za kolegico bi vprašala, najprej vprašanje, sicer ali boste zbirali podpise za referendum o zakonih o vladi in RTV-ju? Pustimo se presenetiti. Vam je znano, da bo šel zbiranje podpisov za referendum o zakonu o vladi Vili Kovačič mogoče? Sem rekel, pustimo se presenetiti. Najprej poglejmo, kaj bo storila koalicija. Če je koalicija odgovorna, zdaj, ko se je videlo, da je na primeru te šlamastike z gorivom, ki je katastrofalen znak za turistično sezono in pa seveda tudi pomeni problem za vse Slovenke in Slovence, državljanke in državljane, če bi bili odgovorni, bi oni sami ta zakon umaknili. Kajti, če je že taka vlada neoperativna, potem si lahko samo predstavljamo, kako bo šele potem neoperativna, ko bo še povečala število ministrstev. In upam tudi, da bodo pri tem toliko korektni, da bodo tisto naredili, kar so sami ves čas krivično očitali vladi Janeza Janše. To pa je imeti korekten odnos do javnosti. Zdaj sta dva taka golobizma že prisotna, da si zaslužita posebno omembo. Se pravi, ljudi bomo branili pred draginjo in zato bomo podražili goriva. To je prvi golobizem. Ta drugi golobizem, v Sloveniji so azilni domovi prepolni in pokajo od zasedenosti, zato bomo podrli ograjo na južni meji in dovolili prost prehod pač vsem ilegalnim migrantom, ki bodo prišli in ki bodo razumeli ta signal. To so golobizmi, ki v bistvu pomenijo norčevanje iz ljudi. In jaz samo upam, da se bo ta stvar tukaj končala. Da se bo ravnalo drugače. Slovenija si to zasluži, državljanke in državljani si to zaslužijo. Da služimo vsi. Hvala vsem, srečno.